Spoštovane dame in gospodje, pred sabo imamo izjemno knjigo, ki pravzaprav ni prva, ki obravnava nastanek samostojne slovenske države, je pa v mnogih ozirih prva po tem, kako k temu pravzaprav pristopa. Jaz poznam več del zgodovinarjev, pogrešal sem pa seveda pravnikov, delo pravnikov in tle je pravzaprav zapolnjen ta izjemen primanjkljaj v dosedanjih obravnavah nastanka slovenske države. Že sama beseda ustanovitev se mi zdi izjemno pomembna, kajti slišali smo vse mogoče besede, gre pa dejansko za ustanovitev v pravem smislu besede. Mi ne moramo govoriti o, ne vem, o nekem naslanjanju na preteklosti, še zlasti, ker Slovenci pač ne izhajamo iz zgodovinskega, ampak naravnega prava in ustanovitev, se mi zdi ta beseda že sama na sebi ima izjemno težo in zelo velik pomen. Torej, kot je že Tomaž rekel, je glavni avtor dr. Jambrek, ki je prvič neposreden udeleženec tega procesa, drugič pa seveda tudi vrhunski pravnik in tle je vrsto stvari, ki jih lahko in zna povedati samo pravnik. Torej, kot zgodovinar moram reči, da bi ta knjiga morala postati obvezno študijsko gradivo za slovenske zgodovinarje, še zlasti zaradi tega, ker slovenski zgodovinarji pravo pravzaprav bolj ali manj ignoriramo. Ga premalo upoštevamo, pri nas pravzaprav za ocene zgodovinskih dogodkov bolj izhajamo iz tega, koliko nek zgodovinski dogodek nasprotuje okolici, koliko je revolucionaren, na pravne vidike pa pravzaprav pozabljamo. Tu pa je poudarek na pravu in s pravnimi argumenti razlaga, nastanek in s pravnimi argumenti tudi obsoja vse tisto, kar je bilo pravzaprav nezdružljivo s sodobnostjo in kar je nedvomno pomagalo k ustanovitvi samostojne slovenske in demokratične države. Delo je še posebej pomembno zato, ker v zadnjem času opažamo načrtno zanemarjanje dejstva, da ni šlo samo za ustanovitev države, oziroma da je bila ustanovitev države posledica velikih političnih sprememb, ki so to omogočile. Kot veste, imamo zlasti v delu slovenske politične javnosti razlago, da referendum sploh ni bil referendum za spremembo političnega sistema, ampak da je bil referendum samo v zvezi s tem, da mi prehajamo v novo samostojno obliko državnosti. In ta knjiga pa pravzaprav poudarja prav pravne vzroke, pravne vidike, zakaj in kako smo šli v to državo, ki je po mnenju mnogih največji dosežek pravzaprav slovenske države. Torej, uvod je napisal dr. Aleš Maver, bi rekel čudežni deček slovenske zgodovine, mariborski, pravzaprav klasični filolog, človek izjemnih talentov in izjemnega znanja in že njegov uvod priporočam v zelo natančno in podrobno branje, ker ni nobena beseda odveč. Sledi pravzaprav nekako bolj razmišljanje, kot pa neka zgodovinska analiza dr. Rupla, ki je pa posebej dragocena zato, ker on pravzaprav seže vse nazaj v antiko, da svoje poglede na ta balkanski prostor in če ga prav razumem, pravzaprav pove, kako je bila Jugoslavija pravzaprav nekaj nenaravnega in je bila že ob svojem nastanku obsojena na svoj konc. Ker so se tle, upam, gospod doktor, da če sem pač narobe bral, me boste popravili, to je pač ena zadeva, ki je morala propasti, ker so se dve nezdružljivi stvari združevali.
Posebej bi poudaril to, da je izpostavil svojega prednika, tržaškega poslanca, župana z Proseka, mojstra čudovitega proseškega penečega vina Ivana Nabergoja, človek, ki je eden izmed najbolj simpatičnih pojavov v slovenski zgodovini, ki ga pa v Sloveniji žal premalo poznamo, namreč to je bil velik Slovenc, pa velik Tržačan, in znano je, da je bil ne samo v tesnih prijateljskih zvezah z Maksimilijanom, ki je potem žalostno končal v Mehiki, ampak da ga je osebno poznal tudi Franc Jožef, da je celo dunajski župan ga obiskal in da je hodil na sprejeme k cesarju v tržaški narodni noši, kar je bil unikum v takratnih razmerah. Vsi so hodili pač v frakih, on pa v tržaški narodni noši. In si lahko predstavljate, kako je to izgledalo, ampak mož je bil tako izjemno samozavesten in je potem tudi svoje premoženje pravzaprav zapustil slovenske narodni skupnosti in je tam tak danes zelo prijeten kulturni prostor in ne mi doktor Rupel ne zamer. Nekoč smo bila skupaj tam v neki družbi, najprej smo imeli v Narodnem domu neko prireditev, on je bil takrat zunanji minister, in je prišel med te svoje rojake, da bi vi videli, kako so ga sprejeli za svojega. Vsi so ga klicali Dimitrij in je moral pač tam, torej imeli so ga res za svojega in potem so rekel, ja pa ga vi res dobro poznate, seveda, to je naš človek, ne. Torej čist en drugi Dimitrij Rupel, kot ga sicer poznamo. No, potem pa seveda je delo doktorja Jambreka, ki je svojih 90% pa še več, ki pa začne z zelo pretresljivim poglavjem o Ferdringu. Kot veste, o Ferdringu, to je dol na južnem robu kočevskega, bivšega zaprtega področja. Mi zgodovinarji ga seveda poznamo še nekoliko bolj, ker je bil tam sedež Partizanskega znanstvenega inštituta, katerega šef je bil akademik Cvitar. No, po vojni so pa tam naredili taborišče, ki je bilo seveda žensko taborišče in doktor Jambrek nam ponuja pravzaprav prvo tako vrhunsko študijo o takem taborišču, ki njena vrhunskost je pa v tem, da je pristop ni toliko oseben, kolikor pa bolj pravzaprav antropološki, humanitaren, pravn. Torej moram povedati, da sem nekaj oseb, nekaj žensk poznal, ki so bile tam zaprte, žal pa sem bil premajhen, takrat pa premlad, da bi jih karkoli sprašal in tle, in sem doktorju Jambreku še posebej hvaležen. No, potem pa sledijo seveda tudi obsežna poglavja, različne analize, vse, če hočete, od naprimer zelo zanimivega opisa akcije 25 poslancev in pa podobno, tako da kar se pa seveda že v veliki meri spomnim, no in pravzaprav pomena te akcije, kolikor jaz govorim do danes, ni noben tako sistematično opisal, je bila pa takrat zelo pravzaprav zanimiva, čeprav imam vtis, da je dala pravzaprav neko sporočilo, ki ga ti niso imeli, akterji akcije 24 poslancev. Namreč prišlo je do raznih neumnosti in tako so klicali nekega kneza v Nov mest, klicali so Koljo, torej direktorja Novolesa, ki je bil poslanec, sam so zavrteli na pačno številko, pa so klicali arheologa Toneta Kneza, ki mi je pač takrat podal te razne telefonske pobude, ko so bili pol, ker so ugotovili, da seveda ni ta pravi knez, ampak da je arheolog knez, so potem razne materne letele po luftu. To sam tako za to. Bi pa mogoče, doktor Rupel, vas pravzaprav prosil, če bi vi podali, bi rekel, svoje poglede na to knjigo, pa tudi pravzaprav, če bi nekoliko predstavili vaš prispevek. A imam jaz besedo zdaj? Ja, vi kar prvi sedite. A kaj, te mikrofoni delajo? Ja. Delajo? Torej, v zvezi z razpravo o Jambrekovi knjigi, v kateri sem prispeval, kot je bilo že povedano, eno kratko poglavje,
z naslovom Slovenci pod Habsburgi, Karadžordževiči in Titom. Torej v zvezi s to razpravo, tem današnjim srečanjem, imam 3 opaske. Prvič, o slovenski osamosvojitvi oziroma ustanovitvi slovenske države, kot je pravilno avtor naslovil svojo knjigo, je mogoče ali pa celo treba govoriti v kontekstu osamosvajanja narodov, drugih narodov, in jaz imam v mislih predvsem Irce, Katalonce, Kurde, Palestince, Škote. Druga opaska. Ob tem bi bilo koristno ugotoviti, kateri mednarodni in zgodovinski pogoji morajo biti izpolnjeni za ustanovitev katerekoli nove narodne države. In tretja opaska, glede na omembo novega razreda v vabilu, bi morali raziskati okoliščine, težave, izzive slovenskega razvoja po drugi svetovni vojni in po hladni vojni. Najprej prva opaska. Glejte, irsko osamosvajanje ali pa osvobajanje je trajalo skoraj vse 20. stoletje. Irskih težav pa še ni konec, zaradi Brexita, kot je znano. Ta bi lahko Irce razdelil na člane in nečlane Evropske unije. Meja med Republiko Irsko in Severno Irsko pa bi se spremenila v mejo med sistemom Evropske unije in sistemom Združenega kraljestva. No, v primerjavi z Irci, ki so za osvobajanje torej porabili zelo veliko časa, skoraj celo stoletje, so Katalonci želeli leta 2017, lansko leto, doseči samostojnost mnogo hitreje in na miroljuben način. Leta 2017 so se Katalonci odločili, kot je znano, za svojo državo, vendar ta odločitev zaenkrat ni prinesla uspeha. Predsednik Katalonije Carles Puigdemont je v nekem intervjuju nedavno ocenjeval koncept samoodločbe in rekel 2 zelo važni stvari. Prvič je rekel, oziroma se sprašuje, ali samoodločba velja samo za države tretjega sveta, spomnite se kolonializem in tako naprej, in domneva, namreč Puigdemont, da jo je očitno samoodločbo mogoče doseči samo z nasiljem, ne pa po demokratični poti. To je seveda neka zelo, kako da rečem, dramatična ocena, glede na to, da je samoodločba v zraku že tam od Lenina in od Wilsona naprej, to se pravi od Prve svetovne vojne. Torej, precej bolj zapleten pa je palestinski primer. Zakaj te primerjave? Zato, ker smatram, da smo imeli Slovenci izjemno srečo, imam to tudi, pa tudi smo bili zelo hitri. Palestinski primer, kljub načelnemu soglasju o potrebi 2 držav in tako naprej, gre tako rekoč za nepremostljive probleme. Ne bom jih zdaj navajal, naj samo rečem, da naselitev Palestincev v Izraelu ni strnjena, njihova naselja so razpršena, pomešana z izraelskim in tako naprej, proti sebi imajo premočno izraelsko državo, politično so razdeljeni med Fatahom in Hamasom, poleg tega se povezujejo in jih povezujejo z muslimanskim radikalizmom, ki apropo Izraelu ne priznava pravice do obstoja. Ali je sožitje 2 takšnih držav, palestinske in izraelske, možno, je seveda neko zelo na široko odprto vprašanje. Palestinci zelo zaostajajo za organiziranimi, tudi po zaslugi Američanov, seveda dobro oboroženimi in premožnimi Izraelci. No, o Kurdih ne bom govoril, ta primer je boleč in zelo eklatanten. Kurdov je okrog 30 milijonov, imajo pa proti sebi 4 države. Slovenci smo imeli proti sebi 1 državo, oni imajo 4, tako da ta zgodba bo še zelo težka.
No, poglejte, v primerjavi z drugimi osvobodilnimi gibanji smo imeli Slovenci srečo, da je naše gibanje sovpadalo s koncem hladne vojne. To se mi zdi zelo pomembno reči. Slovensko osamosvajanje je imelo dve komponenti. Splošno znano, samostojno državo in demokracijo. To smo govorili od samega začetka. To je približno tako, kot če bi Katalonci zahtevali samostojnost takoj po Frankovi smrti, leta 1975. Nekateri analizirajo, da je bila ta priložnost takrat zamujena. Slovenci smo imeli, lahko rečete, dobre vojake, dobre diplomate in tako naprej, vendar je treba povedati, da je Beogradu jeseni leta 1991 zmanjkalo volje in podpore za discipliniranje Slovenije. Ob božiču istega leta 1991 pa je razpadla Sovjetska zveza, katere enotnost, spomnite se, so naši sogovorniki kar naprej navajali kot argument proti naši osamosvojitvi. Torej, brez tega, da je Jugoslavija, kaj ne rečem, obupala nad Slovenijo, brez tega, da je razpadla Sovjetska zveza, bi seveda Slovenci imeli mnogo težje pogoje za osamosvojitev. Druga opaska. Glejte, zelo kratka. Slovenski, hrvaški, estonski, latvijski, litovski državnosti je botrovala svetovna kriza. Svetovna kriza komunističnega sistema, ki so jo spodbudili večinoma konservativni člani, jaz jo imenujem velike generacije, mislim pa s tem seveda Janeza Pavla II., Ronalda Reagana, vodstvo Poljske solidarnosti, Valenso, Havla, Kohla, Moka, Gorbačova in tako naprej. Kriza je v mednarodnem merilu pomenila priložnost za širitev zahodnega vpliva. Tudi o tem najbrž si moramo biti na jasnem. In zdaj tretja opaska. Glejte, kakšne so bile okoliščine slovenskega razvoja po drugi svetovni vojni, pa po hladni vojni? Komunistični novi razred je dočakal konec hladne vojne s hipoteko brezbrižnosti do človekovih, narodnih in političnih pravic. V začetku so njegovo doživljanje narodne samoodločbe, ustanovitev demokratične države, zasebna lastnina, strankarski pluralizem, priznanje človekovih pravic, gospodarske konkurence, spremljale travme, ki so za nekatere njegove člane delovale kot konc sveta. Ob osamosvojitvi leta 1991 je bil izrečen nek stavek, ki ga kolega Granda gotovo pozna iz nekega drugega časa, namreč iz časa po prvi svetovni vojni, izrekel pa Ivan Hribar. No, leta 1991 je bil izrečen stavek, čigar avtorja ne bom imenoval, ker sem prepričan, da ga boste uganili. Nič več ne bo tako, kot je bilo. Novi razred se je ob prelomu moral odpovedati mnogim privilegijem, pozneje pa si jih je po zaslugi svojih in pomankanja Demosovih izkušenj spet pridobival. Zmagovati je začel na volitvah, pri čemer si je pomagal z skritimi fondi in krediti prijateljskih bank. Ob uspehih levega bloka se postavlja še neko dodatno vprašanje. Ali se socializem nekako prilega slovenski miselnosti ali pa duševnosti? Kajti zelo pogosto levica zmaguje v Sloveniji. Jaz sem enkrat računal, da je 85% časa po letu 1990 imela oblast levica pri nas. Torej, da se socializem slovenski duši nekako prilega, empirično je dokazano, da so Slovenci nagnjeni k egalitarizmu. S to nagnjenostjo je skoraj neizbežno povezano zavračanje meritokracije. Veste, kaj je to meritokracija? Torej, napredovanje oziroma nagrajevanje po dosežkih. Ta problem je, če smem biti aktualen, zelo razviden tudi pred letošnjimi volitvami.
Žal, slovenski šolski sistem, slovenski mediji, tudi kritični intelektualci, z izjemo tistih, ki tukaj sedimo, seveda, bolj poredkoma, če sploh poudarjajo, bolje pozabljamo, ne, da je socializem zgodovinsko preizkušen sistem pomankanja, korupcije in avtokracije. Pozabili smo, da smo v socializmu živeli v pomankanju, vse splošno. Ob tem je treba vedeti, da ustanovitelji slovenske države in zagovorniki demokracije niso ustanovili svojega novega razreda. Komunisti so si po drugi svetovni vojni ustanovili novi razred, naša generacija oziroma ustanovitelji države pa si novega razreda dejansko niso ustanovili. Če bi ga ustanovili, bi komunistični novi razred postal stari razred. Ampak to se nekako ni zgodilo. Demokrati, zdaj bom zelo na kratko to rekel in lahko se o tem polemizira, demokrati so pustili prostor novega režima prazen. Danes sicer govorimo o restauraciji in o vračanju starega režima, ancien režim in tako naprej, vendar je tole osveženi in resetirani novi razred, ki ga poznamo iz Gillasa in tako naprej. Po epohalnem, žal ne tudi lokalnem polomu socializma in njegovega zgodovinskega nosilca, to se pravi delavskega razreda, se z vso resnostjo postavlja vprašanje prihodnjega oziroma perspektivnega zgodovinskega subjekta. Spomnite se, Marx je rekel, na odru so plemiči, zadaj za odrom že čakajo meščani, meščani igrajo na odru, za njimi že čaka delavski razred. Kdo pa čaka danes v zaodrju te velike zgodovinske predstave? To je zelo važno vprašanje. Glede na Huntingtonove, Samuel Huntington je avtor tako imenovanega trka civilizacij. Glede na njegove napovedi bo naslednji spopad med verstvi in kulturami. Ni naključje, da na levici takšno zanimanje za migrante in azilante. V javnosti je predvsej vse več kot o varovanju šengenskega sistema in slovenske državnosti, govor o krivičnosti in nečloveškosti bodeče žice na slovenskih mejah. To je velik problem za nežne slovenske duše. Žal je to relativno majhen problem v primerjavi z globalnim problemom preseljevanja množic iz tudi po zaslugi socialističnih konceptov zaostalih in razdejanih dežel proti severu in proti zahodu. Toliko sem si dovolil zapisati v zvezi s tem današnjim dogodkom oziroma v zvezi s Petrovo knjigo. Hvala. Dobro, hvala lepa. Torej, k temu, kar je doktor Rupel povedal, bi samo dodal, pravzaprav, da smo priča ene velike tragedije, da je praktično zdaj vsa civilna družba prešla pod vpliv starih sil. Da ne govorimo o Zvezi veteranov z vojne za Slovenijo, kjer se dogajajo grozljive stvari, kjer se zanika samo bistvo vojne za Slovenijo. No, zdaj je prišlo do menjave pri gasilcih, tako da ne vem, kakšno je zdaj to novo gasilsko vodstvo. To sem zdaj šišel po radiju v soboto zdaj, ampak praktično je pa vse, pa ne gre za pisateljsko društvo. Torej, ne morete verjeti, Seljanska matica, kjerkoli, karkoli je, skušajo prevzeti in to seveda ne slučajno. Zdaj pa, doktor Jambrek, bi pa vas pravzaprav vprašal, prvič, kako vas je očitno tole, kar je vaša mama doživela v Frdringu, je pustilo v vas kot otroku ne zelo globoke posledice in a je pravzaprav to bil en izmed povodov, da ste vi šli pravzaprav tako angažirano v prizadevanje za novo samostojno demokratično slovensko državo. Nekje imate v vaši knjigi, žal nisem, ko sem bral, si nisem dobro označil, mi niste k vam padel, ampak imate, mislim, da v 5 točkah fantastično analizo prejšnjega družbenega sistema. Začne se s poboji, se spomnite tega?
tisto žal ne najdem, ker bi bilo vredno prebrati, si dati v okvir, pa mi doma nad poslo, pa vsak dan ponavljati. Ampak resnično fantastično. Ampak vendar me zanima pravzaprav ta vaš mentalni politični prehod v to pravzaprav to veliko akcijo, kjer ste pustili velike sledove, s to knjigo pa pravzaprav še sledove za večne čase. Bom zelo na kratko odgovoril na vprašanje, pa bi pa še jaz nekaj vprašal, oziroma poskušal spodbuditi malo pogovora o neki drugi temi, na kateri trenutno delam, in to je na preambuli slovenske ustave oziroma komentarju preambule. Kar se tiče te izkušnje iz teh časov, ko sem bil star 10 let in kasneje, potem, ko sta oče in mama prišla, oče iz zapora, mama iz Frdrenga, moram povedati, da nič od tega, kar ste vi domnevali, ni res. Name ni pustila ta epizoda iz mojega življenja nobenega travmatičnega spomina. Najprej so očeta odpeljali v zapor, potem mamo v koncentracijsko taborišče, mene pa je vzela k sebi stara mama v Maribor, kjer sem živel 2 leti, dost prijetno življenje, bila je ena prijetna hišica v Cvetju, v predmestju Maribora, in ko sta mama in oče prišla nazaj iz zapora oziroma iz Frdrenga, sem se pač nazaj preselil v Ljubljano in smo živeli naprej. Bi pa rekel, da niti na očetu, niti na mami ta 1,5-letni zapor oziroma internacija nista pustila kakšnih travmatičnih posledic v smislu zagrenjenosti, jeze, maščevalnosti ali karkoli podobnega. Prvič, kar se mame tiče, in očeta nista dosegla tistega časa preživljanja v nečloveških razmerah, ki jih je Bruno Bettelheim, ki je bil v nemškem koncentracijskem taborišču žid in psihoterapevt in psihoanalitik, ki je rekel, da potrebuje totalitarna inštitucija, zapor ali pa koncentracijsko taborišče, najmanj 2 leti, da doseže tisti svoj zadnji namen, in to je dezintegracija osebnosti. Torej, te naši koncentracijska taborišča v Sloveniji so se razpustila že 1,5 leta po ustanovitvi in tega efekta niso dosegla. Spomini mame in očeta na tisto grozljivo obdobje, ki ga tudi opisujem preko intervjujev z 7 zapornicami, so one potem v neki improvizirani psihoterapevtski skupini preživljale tako, da so se zapornice sestajale enkrat na teden v kavarni Slon in se spominjale svojih časov iz Frdrenka. Ampak tu jaz nisem zasledil neke zagrenjenosti, pač pa bi jaz rekel zlasti neke, kako bi rekel, zaničevanja do primitivnosti ljudi, ki so jih obkrožali, paznikov, politikov, ki so jih hodili kontrolirati, in vsega okolja, v katerem so se po zaporu znašle. To so bile meščanske gospe, ki so se sestajale tudi po zaporu v kavarni Slon in se spominjale z zaničevanjem, ne pa z zagrenjenost ali maščevanjem teh primitivcev, ki so jih 1,5 leta mučili, gnjavili, žalili, ponižvali in tako naprej. Tako da tudi moj oče ni štel v zlo tistim konkretnim ljudem, ki so ga pač spravili v zapor, ampak je tako bolj osebno in preprosto štel komuniste, ki jih je poznal še iz Trbovlja, Miha Marinko in druge,
za kurje tatove, kar so v resnici bili, ne samo, da so bili tako označeni, stigmatizirani, ampak nesposobne, prodane duše, ki so delale za neko plačo iz Moskve. Ne. To je za Tita tudi ni tako jemal kot osebnost, zgodovinsko osebnost, njega je imel za nekega zagorskega Hochstaplerja. Hochstapler je bil njegova oznaka in ga je spet, mislim, gledal je na te ljudi bolj kot neko, kako bi rekel, sramoto, neke, z nekim zaničevanjem, no, bolj tako, bolj neko vzvišenost nad to primitivnostjo, ki so jo izkusili. Ne. Ampak ni bilo nekega maščevanja ali zagrenjenosti. Tudi jaz se spomnim, ko sem bil še na pravni fakulteti in sem imel tam izpite, potem pa sem prišel enkrat k mami in je rekla, ja, veš kaj, pozabila sem ti povedati, prišla je k meni ta in ta gospa. In sem rekel, aha, to je pa ta družina, ki se je vselila v naše stanovanje, ko so vas zaprli, ne. Ja, je rekla, prišla je k meni, pa je prosila, če bi lahko intervenirala pri tebi, ker njen sin dela pri tebi izpit na pravni fakulteti. In da prosi za neko vrsto milosti, da se mu ne maščujem. Moja mama je pozabila na to, da bi me na to opozorila, pa tudi če bi me opozorila, bi bilo popolnoma vseeno. Ampak hočem reči to, da so ti ljudje imeli več občutka krivde nad vsem tem in slabe vesti in tako naprej, ali pa saj strahu, kot pa ti, tako da tu moram reči, da ni v tem smislu, nisem imel nobenih problemov, razen seveda, da gotovo, kar se tiče teh oblastnikov iz sistema, so pa starši gotovo imeli vse popolnoma čiste predstave o tem. Ne? Oče je vedno pač rekel, ja, kjer je komunizem, tam ni kruha. Tako zelo preprosto. No, zdaj, kar se tega tiče, če že lahko 5 minut še kaj drugega povem o tej knjigi, je pa to, da bi rekel, da s knjigo sem povedal, da imam svoje mnenje, bi pa zdaj v tej priložnosti povedal, da se s tem mnenjem v določenem pogledu ne strinjam. Ja. In bi nekaj povedal, kaj je tisto v knjigi, s čimer se ne strinjam. Ja. Zdaj, to je izvira iz tega, da zdaj zadnji mesec delam na tem, kot sem že omenil, študij komentarja preambule slovenske ustave. In jaz sem to že napisal leta 2002, ampak sem ga zdaj ponovno začel proučevati, to en stavek, ne, ki ima 7 nosilnih sintagm v sebi, nekih ustavnih vrednot in ugotovitev in njihovo ozadje. Če bi smel tukaj potem poskušati na kratko povedati, v čem se ne strinjam s tistim, kar sem o preambuli napisal v tej knjigi. Namreč, zdaj, pisateljska ustava iz leta 1988 je vsebovala sintagmo predpostavljajoč svetost življenja in dostojanstvo človeka. To so bile prve besede preambule pisateljske ustave. Svetost življenja in dostojanstvo človeka. No, zdaj, Tine Hribar je pojasnil, zelo na kratko, njegova razlaga te sintagme je ta, da je svetost življenja neke vrste ne toliko verska, religiozna vrednota, kot vendarle neka transcendenca, nekaj, kar je nad presega človeka in to posvetno družbo, in tudi obsega svetost življenja vsega živega v naravi. No, ampak svetost življenja se pa v primeru človeka izraža v njegovem dostojanstvu,
ki pa vsebuje in je navezano tudi na posvečenost mrtvih in njihovih grobov. Ta sintagma dostojanstva, ki je povezano z svetostjo smrti in živih in svetostjo življenja nasploh, je bila iz veljavne ustave v ustavni razpravi črtana. S tem je bila črtana tista dosti običajna formulacija iz preambul ustav, ki se reče bodi si invokacijo Dei ali nominacijo Dei, torej sklicevanje na Boga. V tem splošnem smislu sklicevanja ne na nekega konkretnega Boga, ampak na nekega abstraktnega božjo silo, to tudi komentatorji nemškega Grundgesetza štejejo za neko Demutsformel, torej ponižnostno klauzulo, s katero ustavodajalec poskuša že na samem začetku povedati, da je ustava vendarle zgolj delo človeka, s tem omejena, končna, grešna, lahko tudi napačna, in da pozitivno ustavno pravo je treba šteti kot relativno omejeno v luči in v primerjavi z nečem, kar človeka in posvetno družbo in pozitivno pravo presega. V tem je pomen te devotionsformel, devocijo, ponižnost, skromnost tudi ustavodajalca, ki se zaveda svoje omejenosti. To je iz te naše ustave izpadlo. Na novo je pa ustavna debata in politični kompromisi so prinesli formulo, da je dosegel slovenski narod svojo samobitnost in državnost v več stoletnih bojih za narodno osvoboditev. Ta formulacija je prišla v ustavno debato preko zahteve, zlasti levice seveda, da pride v ustavo tudi sklicevanje na NOB, na narodno osvobodilno borbo, NOB in OF. Ne? No, ampak potem, ker pa desnica v ustavodajni skupščini ni bila navdušena nad tako formulacijo, je prišlo do kompromisa, ki je potem bil izražen v formulaciji večstoletni boj slovenskega naroda za osvoboditev. No in zdaj, ker ne moremo resno jemati boja kralja Sama, pa kneza Kocnja in podobnih starodavnih ali pa boja proti turškim upadom, se nam ta naša slovenska zgodovina pravzaprav reducira na dva boja, ne? Dejansko na NOB, pa na vojno za Slovenijo. To je tisto, kar je podlaga te formulacije iz preambule. In jaz sem vsaj 3-krat, se spomnim, javno govoril o tem, da enkrat v Tacnu, ko sem bil minister za notranje zadeve, na dnevu policije, enkrat ob dnevu ustavnosti na ustavnem sodišču, enkrat na kongresu SDS v Murski Soboti. Razlagal sem, da v resnici slovenska samoodločba je bila izbojevana v 2 zgodovinskih obdobjih, v obdobju partizanskega boja med drugo svetovno vojno in med tem drugim 5-letnim obdobjem osvobajanja od leta 87, od 57. številke, pa do sprejema ustave leta 91. Ampak da je ti 2 zgodovinski obdobji pač potrebno, to sem razlagal, šteti in primerjati na ta način, da se šteje kot zaslugo NOB-ja k osvoboditvi zgolj pogojno, če se to obdobje očisti primesi medvojnih likvidacij
dominacije komunistične partije in takoj povojnih likvidacij Hude jame in drugega. Da je torej naša nekako naloga, da razdvojimo, razločimo ti dve dimenziji ali elementa tega, kar se je dogajalo med vojno, in da potem pa lahko to pač štejemo za eno od tistih jeder ali sider, ki so prispevala k končni prevladi, zmagi v tem narodnoosvobodilnem boju. Zdaj, ko študiram zdaj ponovno te zadeve nekoliko natančneje, ne, se mi zdi, da ta moja teorija, ki itak in razlaga, itak ni dobila nobenih pohvalnih ocen od nikogar. Kolikor vem, je Miran Kučan tako na Ustavnem sodišču, kot na tistem policijskem zboru, kjer je bil, dosti odločno rekel, da to ne gre, da je NOB zadeva, ki je kristalno čista v celoti in se ne da iz nje izločiti nekih drugih zavrženih elementov. Medtem ko verjetno z desnice bi tudi ta poskus razdvojevanja ne bil s pohvalo sprejet. Tako da vsem moram reči, da nisem bil uspešen, nobenega odziva ni bil, molk na vse strani. In zdaj ob študiju ponovnem zgodovine, ne toliko zgodovine petletnega obdobja 87-91, ampak od 6. aprila 40 do recimo do neosvoboditve, ampak okupacije Beograda in ukorakanja v Ljubljano maja 45, da če to obdobje vzamemo pod lupo, je dosti težko pravzaprav to obdobje označiti za narodno-osvobodilni boj, ki je prispeval k končnemu rezultatu narodove osvoboditve leta 90 in 91. Zakaj? Zdaj, res je, da je bil ta NOB začet njena prva pobuda in začetek te organizacije sega v čas, ko je bila ustanovljena protiimperialistična fronta. Ta je bila ustanovljena v času pakta Ribbentrop-Molotov, Stalin-Hitler. In ni protiimperialistična fronta še začela z neko dejavnostjo na okupiranem ozemlju, začela je šele osvobodilna fronta. Ampak osvobodilna fronta je v tistem času, 40-41, in to boste zgodovinarji več vedeli, se pojavila hkrati z recimo vsaj 10 ali 12 razpoznavnimi in organiziranimi oboroženimi odredi, ki so delovali v okupirani Sloveniji. To je eno. Drugo je, da je 1. marca leta 1943 bila podpisana Dolomitska izjava, ki je dala vodstvo komunistični partiji v osvobodilni fronti, skupinam znotraj osvobodilne fronte je pa odvzela kakršnokoli avtonomijo organiziranosti. Tako da je že v bistvu v samem jedru tega boja organiziranega strani OF bila vendarle razpoznavna ta hierarhična organiziranost z komunistično partijo na vrhu. Zdaj, in tretje je, da se seveda leta 1945 ni izteklo z osvoboditvijo. To je Ustavno sodišče zelo natančno opredelilo in pojasnilo. V tisti znani argumentaciji sodbe, ustavne sodbe, ko je reklo, da
tudi osvoboditev od tako strašnega in krutega režima, kot je nacionalni socializem, ne more pomeniti prave osvoboditve v smislu svobodne demokratične družbe, ampak se je iztekla v novo obdobje nedemokratičnega režima. To je ta argumentacija, ki jo mogoče zdaj nisem čisto natančno povedal. In potem argumentacija ustavne sodbe nadaljuje, prava osvoboditev je bila dosežena šele s prvimi poštenimi pluralnimi volitvami aprila 1990. Ne. Zdaj, v smislu svobodne demokratične družbe. No, zdaj, ta argumentacija te ustavne sodbe je pomanjkljiva, ne, ker ne upošteva, da je osvoboditev vendarle, če smo natančni, treba razumeti v dveh pomenih. Eno kot notranja osvoboditev, notranja suverenost ljudstva znotraj države, ki doseže svojo demokratično emancipacijo, in drugo osamosvojitev v smislu državnosti, nacionalne suverenosti. In zdaj v tem obdobju 87-91 je pa bila dosežena po ustavni sodbi. Res, da ta osvoboditev naroda v svobodno demokratično družbo z aprilskimi volitvami leta 1990, medtem ko je bila pa osvoboditev v smislu nacionalne osvoboditve dosežena 25. junija 1991, ne, z sprejemom temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti, pa še tedaj polna državnost ni bila dosežena. Polna državnost je bila dosežena 25. oktobra leta 1991, ko je odšel zadnji okupacijski vojak JNA iz ozemlja Slovenije in je slovenska država dosegla polno suverenost in kontrolo nad lastnim ozemljem in s tem tisti tretji element državnosti. Tako da zdaj, jaz sem, kot rečeno, v tej knjigi imate še vedno predstavljeno to mojo prvo doktrino o možnosti očiščenja in razdvojitve teh represivnih in pa osvobodilnih elementov znotraj NOB-ja. To moram reči, kolega profesor Granda, tu pa sem jaz vendarle to teorijo iz dost osebnih in družinskih razlogov zastopal, mogoče nekoliko zgodovinsko pomanjkljivo, zato to pa zaradi očetove filozofije. Ne? Oče in mama sta bila aktivista Osvobodilne fronte in obveščevalca Osvobodilne fronte v okupirani Ljubljani. Ne? Na glavo ste naprodaj nosila vsa ta leta okupacije. In po vojni so očeta povabili v komunistično partijo in rekel, ja ne, zato se pa nisem jaz boril, jaz sem bil bolj za svobodo, pa za neodvisnost Slovenije. Ne? No in pa so ga malo zaprli. Ampak on je rekel, zato se pa nismo borili. Tako zelo preprosto. No, tako da tu moram reči, da zdaj v tej knjigi je še vedno ta teorija, ki pa se ji odpovedujem in s tem končujem to svojo izhodišče v razpravi. Torej, hvala lepa tle, čeprav ta zadnji del imate pravzaprav nekje tudi razložen, ko greste potem v tistih 5 točk, ki jih žal zdaj ne morem najti. Ampak tako da, to sem seveda začutil, torej oprostite, če sam povem, ker me to tudi muči, gotovo je nek odpor proti okupatorju pred partijo Osvobodilno fronto bil. Če ste zadnjič poslušali intervju, se je bil po moje ponovitev s tem Franto Severjem, on je tam v tistem intervjuju rekel, mi smo se borili proti okupatorju, preden je Osvobodilna fronta nastopila. To je zelo dragocen drobec in vam lahko povem še iz rojstva vasi mojih staršev. Tam so šli kmetje v odpor proti okupatorju, so prekopali ceste, potem pa pravzaprav, ko je pa Osvobodilna fronta nastopila, so se stvari pa začeli drugače obračati. Tretja zadeva, pokojni Emilijan Cevc.
mi je večkrat pravzaprav pripovedoval, ravno v tem stilu, da on je bil proti Jugoslaviji, da je bil za Slovenijo, za demokracijo, pol je bil se tudi aktivist Osvobodilne fronte, ampak je rekel po Dolomitski, torej bil celo na Rogu, skupaj s tem nesrečnim ilustratorjem, ki je tam ostal. Prosim? Ne, tak je kitaro igral, pa ta risar je bil, pa tako naprej, znan slikar. No, torej on je tudi rekel, da je s tem prekinul in tako naprej, tako da eni sledovi so, žal pa seveda mi ene take resne, poglobljene zgodovine druge svetovne vojne, ki bi šla prav v te podrobnosti, nimamo. Mislim, da so tle Srbi precej pred nami, namreč kolikor pa mi lahko gledamo tako povrh, je pa dejansko potem, če gledamo boj je šlo pač boj za oblast v Jugoslaviji, ali bo stara jugoslovanska, ali bo pa komunistična, ne. Tako bi rekel, je na grobo in če pogledate, kako se je ubogi stari Udet trudil, da bi stvari vendar nekam speljal. Mislim, Udet je tudi en tak primer, ki tudi daje pravzaprav oče Ude, ne. Tudi daje vam v določenem smislu prav. Ampak je pa so taka razmišljanja zelo dragocena, torej so taki primeri, torej tudi moj star oče gotovo ni bil aktivist Osvobodilne fronte in vaških zaščitih zaradi komunizma. Ne vem zakaj, ker so ga leta 1944 partizani potem ubili, čeprav je bil skozi njihov. Ne, ampak tle so neke zgodbe, ki so pri nas nerazčiščene, ker pri nas je uradno dovoljena samo ena in to če dalje bolj samo ena podoba zgodovine. Ne vem, če ste opazili, zdaj se sploh več ne govori o partizanstvu, pa revoluciji, zdaj se govori samo o odporništvu. To je zdaj nova terminologija, da so bili odporniki. Ne? In je potem, zadnjič sem bral razpravo, kako so se odporniki borili z belogardisti na Turjaku. Ja, za božjo voljo, težko je se z odporniki boriti z rojaki. Tle je pač tipičen primer revolucije, ne? Pa, da vidite, kako gre to. Torej, a bo mogoče bi, glede na to, da je dr. Jambrek, bi mogoče kdo še to komentiral, kar je on zdaj sprožil. No, če ne pa še prilika, pa bi zdaj še dr. Simonitiju, da ne bo tle se preveč utrudil. Ja, torej, vas jaz bi te prosil za tvoje poglede na to stvar, ampak bi te pa še prosil hkrati, če bi vpletel nekoliko najne starejše poklicne kolege, med katerimi je ravno glede slovenske osamosvojitve prišlo do neke zanimive diferenciacije. Imen ni treba omenjati, če nošeš, ampak bilo je pa tako precej na ostro šlo, jaz sem pač to doživljal, ker vemo, da je celo pisal pisma Miloševiću, da naj za božjo voljo neha, da bo razvil Jugoslavije. Dobro, ne vem. Dobro. Ampak, ja, no, lahko tudi v tem, ampak, gledajte, tukaj je bilo zdaj polno izrečenega ali pa padle so besede suverenost, samostojnost, neodvisnost, svoboda, ne. In zdaj je meni malo težko dodati karkoli k tej imenitni knjigi, moram reči, ki ste jo v glavnem napisala, torej predvsem profesor Jambrek in pa obsežno poglavje profesor Rupel, oba dva tudi akterja, ne, tiste dobe in hkrati seveda svojim pogledom nazaj postavljati pravzaprav to v nek določen zgodovinski okvir. In tukaj bi jaz zelo malo lahko dodal. Mogoče se neposredno navežem, samo delamo na to, zdaj, da je NOB zaslužen za današnjo torej, svobodno državo tudi in tako naprej. Torej, glejte, pri nas smo tudi v zgodovinopisju pred letom 41 ali pa pred letom 40 smo vedno opozarjali to, da so Slovenci utemeljeni na kulturi, a ne, ker o politiki nismo želeli govoriti, ne, ker je konec koncev bila, torej, kako se reče, reakcionarna, ne, in torej se je neke take stvari utemeljevali, kater narod pa ni utemeljen na kulturi. Torej vsi so utemeljeni na kulturi, ne, in torej tudi v tesni povezavi s politiko. In tudi Slovenci so v tesni povezavi s politiko, saj tam od časov, ki jih profesor Granda dobro obvlada, torej od srede 19. stoletja naprej. Od
torej 1848, od taborov, ne, to je vse politika, od strank, ki se oblikujejo, in brez teh strank in brez tega političnega boja ne bi se zidali ne nacionalnih inštitucij, ne opere, ne drame, ne univerze ne bi postavili. To je vse politika. Ne. Torej, politika in kultura sta tesno povezani. Ne. Torej, to samo mimo grede. Torej, tudi rečeno je bilo nekaj o Huntingtonu, je profesor Rupel govoril, recimo, in o tem sporu, Clash of, kako se reče, torej, Clash of Civilization, ne, torej, v knjigi je jasno, lepo napisano, oba dva avtorja opisujeta pravzaprav to linijo teh civilizacijskih trkov in srečanj, ne, in kje poteka tudi čez to bivšo Jugoslavijo, torej zlasti čez Bosno, in to ima profesor Rupel zelo dobro opisan, torej tudi ta Balkan, da tako rečem, in znotraj postavlja potem Zahod, Balkan in pa Slovenijo. Ne. Torej, to je dobro napisano, torej hkrati bi pa rekel, in je tudi upozorjeno, da je tudi v Bosni in Hercegovini 30 let nazaj, ali 20, takrat, ko se začne vojna, ko razpade ta nesrečna Jugoslavija na najbolj grozovit način po drugi svetovni vojni, ne, je to identitetni boj. To je boj ljudi, ki imajo svojo religijo, svojo torej, politiko in svojo zgodovino. Ne. To je identitetni boj. Torej, če je Huntington, ne, bilo rečeno, da bo boj civilizacij in religij, tako naprej, se dejansko to v Bosni in Hercegovini, kjer se stikajo tektonske plošče teh civilizacij, bi človek rekel, se je že zgodilo. In ta problem, če smo čisto odkriti, je nerešljiv. Ne? Verjetno je nerešljiv. Ne? In zato naj tam ostanejo še 500 let, bi človek rekel, čete, ne vem, OZN, ne? Ali pa evropske in tako naprej. Skratka, ob tem bi rad povedal, in to je bilo tudi sproženo, tudi profesor Rupel je rekel, kateri pogoji morajo biti, da nastane neka država. Bosna in Hercegovina ni prava država. Kajti jaz bi se rad zdaj vrnil malo nazaj, daleč v zgodovino, in bi tudi rad opredelil, kaj so tisti pogoji, ki izpolnjujejo, torej, ki omogočajo nastanek neke državne tvorbe, in rad bi pokazal pravzaprav v tem večstoletnem, bi človek rekel, artikuliranju pozicij in doseganje nekih standardov, ki omogočajo državo, bi rad opozoril tudi na to našo slovensko stvarnost. Glejte, danes je 23. maj, pred 400 leti, 23. maja, je bila praška defenestracija, to je bilo v Pragi, so prišli cesarski poslanci, pravzaprav enih Čehi so jih vrgli skozi okno, z enega tretjega nadstropja, visoko 20 metrov, in so padli pač na nesrečne kupe gnoja in ostali živi. Ampak sprožila se je vojna, ki je bila 30 let in je bila po razmerah, po prebivalstvenih izgubah in pustošenjih podobna drugi svetovni vojni. Torej, to je, ponekod je zginilo 3/5 ljudi ali pa 2/5. Skratka, celotno prebivalstvo v Evropi, to je bila prva evropska vojna, se je zmanjšalo prebivalstvo za par milijonov, da poenostavim. In kaj hočem reči? Prišlo je pa do Vestfalskega miru, končala se je vojna tako kot vse z mirom, ki pa je določil pravzaprav neke pomembne stvari, ki se potem vlečejo, bi človek rekel, v tej predmoderni državi, tudi v moderno državo, in se artikulirajo šele tako, da se oblikujejo podlage, na podlagi katerih se pravzaprav oblikuje država. Torej, leta 1648 pride do miru Vestfalskega, ki določi pravzaprav, kaj je to suverenost neke države. To je prva stvar. Mi smo tukaj dosti slišali o samostojnosti in neodvisnosti. V knjigi lepo piše, Jambrek se mi zdi nekje, ko je pred letom 90-91, ko so se pogajali in pogovarjali z politiko, z Kučanom ali s predsednikom predsedstva, kako je bil takrat, ne? In so bili komunisti, da poenostavim, za samostojnost Slovenije v Jugoslaviji. Ne?
torej opozicija, ne, opozicionalci, ki tukaj dva sedita aktivno, ne, so bili za neodvisnost Slovenije v Evropi. Razumete, to je blazna razlika. Ampak potem pride pa do samostojne države, ki je pa samostojna in neodvisna, tako je formulacija. Razumete, prvič se borijo za samostojnost v okviru Jugoslavije, torej to pomeni, ne, da nisi neodvisen, ne. Drugi pravijo, ne, hočemo neodvisnost v Evropi. Ko nam uspe, do države priti, ne, je država tista suverena, ki je samostojna in neodvisna. Ta suverenost se torej oblikuje kot pojem, ne, seveda, stvarno in pa v teoriji, ki jo pol se preigrava, bi človek rekel, stoletja in ostane aktualna. Druga stvar je pravzaprav, da država je suverena, če ima svojo zunanjo politiko, ki jo lahko sama artikulira. Ne? Tretja stvar pa je, da država pravzaprav je nad ideologijo, bi človek rekel ideološkim konceptom, takrat je ideologija enako, bi človek rekel cerkev. Torej država je cerkev je v državi, ne pa država v cerkvi. Ne? Torej se podredi, bi človek rekel temu, kar pele potem v sekularnost. In sedaj pridemo do tega, da kaj pa je potrebno seveda za državo še danes, ne? Popolnoma, kako bi rekel, isto. Potrebno je, so seveda spet tri stvari. Strategija, ne? Grško strategija pomeni vojskovanje, ne? Vojskovodje, vojskovanje, vodenje, ne? Strategija, ne? Za katero je pomembno pravzaprav, da organizira zaščito navzven. Ne? Torej, da imaš vojsko in da imaš pravzaprav diplomacijo. Ne? Tudi v vsaki državi je obrambni minister in zunanji minister sta posebej zaščitena, ker sta državotvorna, imata vedno varnostnika sabo, če malo karikiram. Ne? Pa notranji tudi. No, tudi oba dva sta imela, ja. Ne? No, ampak to je strategija, torej kako se navzven zaščititi, ne? Torej z vojsko, ti moraš imeti vojsko in moraš imeti seveda zunanjo politiko, strategijo, zaščito, pa tudi kako urediti gospodarstvo, ne, danes znotraj. Ne. Druga stvar je, poleg strategije, je seveda je pravo. Ne. Pravo je, smo slišali, to so ustavni pravniki zdaj, ne, je ustava kot glavno, sicer pa pomeni pravo za zaščito navznoter, torej zagotoviti navznoter notranji mir. Ne. Torej, seveda red in pa mir in seveda imeti seveda tudi primerno sodstvo. Ne? To so zdaj nastavki za pravo državo. Zdaj vemo, da imamo s tem tudi določene probleme še vedno. Ne? Torej, in tretja stvar, ki je izredno pomembna, seveda poleg strategije in prava, je pa zgodovina. Ne? Zgodovina je pa tista stvar, ki nas določa danes. Ne? Torej, zgodovina in tradicija, to so pomembne, to je pa vprašanje identitete. To je prostor, to je jezik, to je seveda zgodovinsko dogajanje, to je tisto, kar nas opredeljuje pravzaprav v določenem prostoru in nam daje smisel. Ne? To je zgodovina. Torej, trije stvari morajo biti izpolnjene, če hočete seveda imeti državo. Z vsem tem trem smo tudi že zdaj slišali, bi človek rekel, imamo določene težave, tudi danes v moderni, bi človek rekel, moderni, ja, kar rečemo, torej državi tudi Slovenci. Ne? Ker zakaj imamo težave? Zaradi tega, ker če se spomnite Bučarja leta 90, se mi zdi, v parlamentu reče konec državljanske vojne je bilo, ne? Po prvih volitvah aprila. Ne? Torej reče konec državljanske vojne. Torej, pri nas leta 1945, ne? Zdaj, ni nastopil mir, torej to je tranquilitas, a ne? Ni nastopil mir, a ne? Ampak, tranquilitas, biti miren, ne? Torej ne imeti vojno. Ne? Torej, ker je bila državljanska vojna in zato tudi ni nastopila svoboda, ni bila libertas. Sej vemo, da smo dobili leta 1991 prvič svobodno, samostojno, neodvisno, pluralno seveda državo. A ne? In seveda, če
torej pri nas nastopi leta 1990-91 seveda mir, ne? Človek rekel, nastopi svoboda, ker političen boj je mir, ne? Torej to ni zdaj državljanska vojna, ne? Če bi imeli čisto situacijo, tako kot na Zahodu. Torej dobite mir in tranquilitas, ampak zakaj je pa potrebno narediti potem s preteklostjo? Treba je pa narediti spravo, rekonciliacijo, torej tranquilitas, ne? Torej libertas in pa torej rekonciliacijo. Tega tudi nimamo. Zakaj tega nimamo? Torej, zaradi tega, ker je prej, tako kot mnogokrat v zgodovini od leta 1648 naprej, ko dobimo suverene države, da tako poenostavim, ne? Čeprav to je teoretično postavljeno, nekatere stvarno to uživajo, potem se pa to razvija, ne? Ampak ne zapusti teoretski polje, ne zapusti pravzaprav te debate, ne? Na pravnem, teoretsko državnem pravu in tako naprej. Ne zapusti debate, torej, da se ustvari tako državo. Zakaj? Ker vsaka država teži k 3 stvarem. Torej, ne? Torej, Konkordiji. Leta 1648 je bila Konkordija, to se nam dobro sliši, a ne? Celo ladje imajo naziv Konkordija, ne? Se fino sliši, ampak v tistem času pomeni Konkordija, ko dosežejo z Vestfalskim mirom vsaka država, mir v svoji deželi, v smislu torej ideološkega miru, ne? V navednicah verskega miru in absolutno oblast, ne? Želijo imeti torej slogo, Konkordija, enoumje v resnici. Če hočete vladati, če hočete imeti pa tisto, kar imenuje v knjigi, na široko razpravlja tudi profesor Rupel in tudi se mi zdi Jambrek pravzaprav o pluralizmu, v pluralnosti, v različnih mnenjih, a ne, če želite imeti pa to, seveda mora biti pa diskordija. Ne? Diskordija pa pomeni, da je razprt prostor, v katerem se soočajo različna mnenja, ampak zato je pa potrebno kaj? Tudi tisto, kar nam še vedno manjka, toleranca, ne? Tolerancija. Ne? Toleranco, ki smo jo mi dobili zdaj, ko so govorili o tej oblasti, ali pa ko govorimo o letu 90 in po letu 90 naprej, in vemo, kakšna približno situacija je, kakšno imamo približno sodstvo, kakšna je seveda notranja zaščita in občutek gotovosti, ne? In tudi navzven politična zaščita, kakšno imamo vojsko, ladjo eno, baje, ki ne vem, motorji ne delajo, baje, potem sem slišal, da je tudi raket na morju strela, pa da je še to pokvarjen. Zdaj to, poslušajte, to, zdaj, jaz ne vem, da je to resna država, ne, oprostite, to je grozno, ne. Mislim, to zdaj ni nobena strateška zadeva, a razumete? In če imate zunanjo politiko, ki, jaz sem za to, recimo, da se izvaja, ne, zdaj, da gre malo v zgodovino, taka dubrovniška politika, ki je bila na vse strani, bi človek rekel, ne, pa je 450 ali 350 let imel vlado, ne, torej imela državo, ampak vendarle vi ne morete take zunanje politike voditi, kot se jo vodi, ne, vis-a-vis, torej profesor Rupel bo več o tem povedal, vis-a-vis vzhoda in pa vis-a-vis zahoda, da ne gremo v detajle. In seveda ob tem imamo invalidno, ne, prej je bilo omenjeno demokracijo v smislu, da ena opcija vlada, ne vem, 20 let od 27 in ob tej invalidni je torej pravzaprav prekucnenost, ko se je prekucnil čas v nov družbeni sistem, se dejansko formalno družbeni sistem spremeni, mentalno miselnost pa ne. In tukaj so ta neskladja, ti problemi, ki nas pravzaprav motijo, nažirajo, človek rekel, in ne pridemo do tolerance, do tolerance tiste, ki je samo po sebi umevno, ampak smo prišli do izsiljene tolerance. Oblik toleranc imate celo vrsto, sociologi to bolj vejo, imate represivno celo intoleranco, imate osvobojeno tolerance, Marcuse, ne vem, kdo so že to govorili, ne? In imate izsiljeno toleranco. Pri nas je prišlo do tolerance, ki jo lahko imenujemo glede na invalidnost naše državne stvarnosti, bi človek rekel, tako ocenjujem sam, bi znal tudi argumentirati, imamo izsiljeno toleranco. V knjigi je lepo nekje primer, pravzaprav, ko se govori, mislim, da piše Jambrek,
ko govori tam leta 87, 88, zdaj me popravi, ko se govori o tem, ko je prišlo do idej o stranki, o tem strankarskem življenju, da se ustanovi. Ne? In Pučnik tam neki prvi to sproži, potem pravi Rupel, da bi bilo treba ustanoviti zbor intelektualcev, ne? Zbor intelektualcev, razumnikov, zbor razumnikov. Jambrek pravi, ne, dobro bi bilo, da se imenuje, ker sem jaz SDS-ovc, ne? Torej, da se imenuje Slovenska demokratska stranka, ne, SDS se mi zdi, ne, da to praviš. Torej, kaj ona dva postavita? En govori, zdaj pustimo, kako se naprej razvije, to bi, ampak en govori o, torej, želi v tisti situaciji premostiti zadeve, ne, človek rekel, in biti, kako bi rekel, plasirati seveda neko drugačnost v ta prostor, ki odpira prostor z zborom razumnikov. Razum, poslušajte, vključuje dialog. Ne? Razumniki, to je dialoškost, ne? To je pogovor, to je dialog z pozicijo, bi človek rekel, z oblastjo. Ampak tega dialoga v resnici ni bilo in jaz trdim, da ga tudi še danes ni. Lahko eno bombo pod črto, čisto kratko. V istem času, ki si ga zdaj ti navajal, je pa Zveza socialistične mladine Slovenije razvila doktrino, ker je hotela biti originalna, o tem večstrankarskem prostoru v Sloveniji, teorijo organske demokracije. Kakšna pa to? Ja, to so oni razvijali, tako da prej kakšna ne bi bila. Da ima organ. Še hujši. Jaz sem pa v Mladini eno malo pismce bralcev in povedal, ja, ampak sej to pa ni nič novega. Generalissimo Franco, vendar za svojo movimento social rekel, da je sestavni del organske demokracije. In to reveži v socialistični mladini niso pač poznali, da je to fašistični koncept. No, jaz sem sam to hotel reči, ne, da ponudba zbora za razumnikov govori o razumu, ne, torej o dialogu z oblastjo, pravi pa slovenska torej stranko, ki naj bi ustanovili, pa je tudi v polju pravzaprav normalne demokracije tisti prostor, kjer komunicira z drugo, kjer je dialog. Ampak to je bilo v tisti fazi in potem, kar se je zgodilo, vse posledica izsiljene tolerance. Torej, nič ni prišlo po naravni poti. Končam. Torej, vas hvala, tudi še bolj sem ti se režil, da nisi začel z mojo provokacijo, ker je to stokrat boljš. Upam, da boš to čim prej tudi objavil, ker to je bilo pa veliko zlata vredno. Doktor Rupel, še eno tako vprašanje, ker morali bi počasi končati, ampak vendar, torej iz svojih srečevanj s tujci vem, da je bil največji problem to, da sem jim dopovedal, da nisem Jugoslavan, ampak da sem Slovenc. Kako ste pravzaprav vi uspeli ta preboj izvesti, zlasti me tle zanima glede Francozov pa Angležev, ker Nemcev so že nekaj videli, ampak kako ste uspeli tem ljudem dopovedati, da Jugoslovanov pač ni kot nacije, jugoslovanskega naroda? Torej, glede na to, da nimamo časa do polnoči, bom govoril tako bolj po drobcih. Jaz mislim, da je ena od vrlin ali pa, če hočete, skrivnosti nastanka slovenske države, osamosvojitve, osvoboditve in tako naprej, tudi v tem, da se je okrog tega projekta zbrala kar, bom rekel, kar zanimiva in ugledna in visoko kvalificirana druščina. Jaz sem večkrat te stvari že pisal, sešteval, premišljeval in tako naprej. Omenjen je bil Bučar, imeli smo Pučnika, imeli smo Jambreka, imeli smo eno generacijo ljudi, ki so se, bi rekel, kalili, ali ko se temu reče, na najbolj reprezentativne mogoče načine in seveda, ki so imeli zelo jasna stališča. Zdaj, kar se tiče prepričevanja
prepričevanja tujine glede Slovencev, glede slovenske identitete, upravičenosti do svoje države. Seveda ta proces ni bil preprost in ni bil, bi rekel, takoj uspešen. Glejte, faktorjev, ki so podpirali to našo odločitev za samostojnost in za to, da uveljavimo slovensko državo, teh faktorjev je zelo veliko. Naj opozorim na to, da smo se prav od leta 1990 praktično ves čas, vse do konca leta 1991, ne bom rekel čisto do konca, ampak vendarle praktično do konca leta 1991 bi rekel, prepirali oziroma polemizirali s svojimi sogovorniki, ki so bili včasih zelo grobi, ki so rekli, vi boste kot Čečeni, nikoli ne boste imeli svoje države, še 50 let ne boste samostojni in tako naprej, pa ne želim nobenih imen imenovati. Francozi so bili tudi precej težavni. Kučan je bil prej omenjen v nekem negativnem kontekstu in gotovo Kučan je raznovrstna osebnost. Ampak, glejte, spremljal sem ga na obisku pri Mitterrandu. In Mitterrand je naju sprejel na podlagi intervencije Zorana Mušiča. Zoran Mušič je bil prijatelj Mitterranda in Mitterrand je potem nam dal to možnost, da ga informiramo. Kučan je imel tam v tistem kabinetu, predstavljate si, kako izgleda ta predsedniška rezidenca oziroma tisti urad francoskega predsednika, v glavnem zlato pa rdeče tkanine. Prekrasno. No, torej, mi smo tja prišli in gotovo ni bilo, smo bili živčni. Kučan je začel s tem, da je on vso svojo politično, bi rekel, mladost občudoval Mitterranda kot nekega takega velikega socialističnega misleca in tako naprej in voditelja. In to naj bi kakor malo otoplilo atmosfero. No, beseda je dala besedo, navsezadnje, kaj je rekel Mitterrand. Najbrž je bil tudi gotovo informiran od Zorana Mušiča. To vedno pomaga. No, je rekel, si vous voulez être indépendant, alors soyez indépendant. Če hočete biti neodvisni, pa postanite neodvisni. In takrat je bila ta zgodba v bistvu že kar dobro, bi rekel, zasidrana. Mitterrand je bil velik občudovalec Srbov in tudi podpornik Miloševiča. On je v trenutkih največje krize potoval v Split in tako naprej in dajal podporo v bistvu jugoslovanski intervenciji. Tako da, to je bil velik premik. Kar se tiče Italije, seveda tam je bil Vatikan. V Italiji so tudi bili krščanski demokrati, so vodili vlado. Socialisti so bili proti samostojnosti Slovenije, medtem ko krščanski demokrati, konservativci so bili pa za to, da se to zgodi. Veliko nam je pomagal, moram reči, Milošević, s tem, ko se je obnašal, kot se je obnašal. In seveda, mednarodne razmere so se takrat zelo nenadoma zelo spremenile. Kot veste, so Srbi hodili v Moskvo po pomoč, ki je niso dobili, zato ker je tisti moj soimenjak Jazov rekel, pa dajte nas pustiti, mi imamo svojih problemov dovolj. Da ne govorim o tem, kaj je nama s Peterletom rekel Jelcin. Jelcin je vendarle poznal problem Jugoslavije. On je rekel, veste,
to je bilo maja meseca 91, je rekel, ne sekirajte se preveč, ne, Sovjetska zveza bo razpadla. Jaz sem kar zastrigel z ušes in sem bil ves navdušen nad tem, ne, ker res smo se takrat še vedno bali, da utegnejo Srbi se nasloniti na Ruse, oziroma da utegnejo Rusi pomagati Srbom. Potem so se stvari seveda začele dogajati. Meni je Genscher recimo razlagal, da je on obrnil Dumaja, francoskega zunanjega ministra, ki se je upiral dolgo časa temu, da bi priznali Hrvaško in Slovenijo. Potem je pa tukaj nek dogodek, ki sem ga jaz že opisal, pa nisem 100% prepričan, da se je res tako zgodil. Genscher mi je pač to povedal, koliko je to 100% res, pa ne vem. Namreč 16. decembra, to je bil Maastricht, 91, takrat se je Evropska unija poenotila glede gospodarske politike in tako naprej in tako naprej. In takrat je bilo, mislim, da 15 članic Evropske unije, da jih še ni, ali pa je bilo 12, pa res ne vem. No, mi boste oprostili, če sem naredil napako. Skratka, poleg Nemčije, Germany, je sedela Grčija. Grčija se je najdalj časa upirala priznanju Slovenije in Hrvaške zaradi Makedonije, ker so rekli, če bomo priznali Slovenijo in Hrvaško, potem se bo naslednja javila Makedonija. Spomnite se tega, da je Badinter v svojih stališčih, mnenjih arbitražne komisije rekel, da sta edini dve republiki, ki sta primerni za državnost, Slovenija in Makedonija. On je zavrnil možnost Hrvaške, da bi postala samostojna država. Kakorkoli že, Genscher pravi, da je zrežiral tisti sestanek tako, da je bil Grk ta zadnji na vrsti. Da je on začel s tisto smer stran od Grčije, stran od Nemčije, tako da je prišel zadnji do besede Grk in med tem se je stvar že, da tako rečem, razvila in Grk je bil sam ostal. Ne? In seveda De Michelis ni bil nedolžen pri tej zadevi. On je pogruntal tisto formulo. Skratka, 16. decembra se je Evropska unija odločila, da bo enotno, vsi skupaj, ne tako kot pri Kosovu. Pri Kosovu je manjkalo nekaj držav pri priznanju Kosova. Medtem ko pri Sloveniji in Hrvaški so se poenotili, ker je Genscher rekel, poslušajte, ravno kar smo se vrnili iz Maastrichta in v Maastrichtu smo se zmenili, da bomo enotni, pa ne bomo zdaj prvo priložnost za enotnost rekel, zapravili. No, skratka, De Michelis je pa rekel, veste, ker je videl, da je še vedno stvar precej rekel, napeta, je rekel, dajmo danes skleniti, da bomo priznali Hrvaško in Slovenijo čez en mesec. In je odložil zgodbo do 15. januarja. Jaz sem bil popolnoma paničen, se spomnim, takrat sem bil v Bruslu in me kliče zjutraj Genscher, prav čestitam, sem rekel, kako, se ste še za en mesec odložili priznanje? Je rekel, je rekel, dejte, to vaše priznanje je že rešeno. Evropski svet za zunanje zadeve se ne bo še enkrat sestal, ampak takrat, čez en mesec, bo avtomatično nastopilo priznanje Slovenije in Hrvaške. No, to si je zmislil De Michelis. Skratka, en kup enih takih, rekel, intervencij s strani osebnosti in tako naprej bilo, ki so nam pomagale. Jugoslavija je bila takrat omadeževana z Miloševićem in z jugoslovansko krizo. Jaz bi morda imel tukaj eno mehno pripombo v zvezi s polno suverenostjo. Jambrek je govoril prej o tem, da smo mi oktobra 1991 dosegli polno suverenost. Jaz mislim, da pred mednarodnim priznanjem te suverenosti nismo mogli čisto do konca zgraditi, kajti država, ki ni priznana mednarodno, je na pol država, ni čisto zaresna država. Ko sem pa že pri besedi, bi pa še dve taki bolj šaljivi pripombi imel. Ali ti veš, Vasko, kaj v francoščini pomeni maison de tolérance?
Ja, ja, seveda, ja. Hiša tolerance. To je bordel. Bravo, bravo. No, Viš, nikoli nisem hodil v Francijo. to je, Če bi me za Italijo vprašal, pol v redu. to vem jaz iz literature. Kar se pa tiče Nabergoja, o katerem je govoril prijazno v začetku kolega Granda, jaz sem od otroštva moral poslušati, kako je moj praded plesal s cesarico. To je bila zgodba, družinska zgodba, tako za kakšne bolj svečane trenutke. Pa še eno stvar bi rekel v zvezi s 25 poslanci in v zvezi s fakulteto za sociologijo, politične vede in novinarstvo. Jaz mislim, da si slovenska levica ni opomogla od trenutka, ko so vrgli Kavčiča. Takrat je namesto Kavčiča prišla na oblast Tretja liga. In ta Tretja liga se je potem reproducirala in se reproducira še danes, ima res občutek. Ne? In teh 25 poslancev je bila ena velikanska prelomnica. In jaz sem hvaležen Petru, da o tem govori. To ni bila nedolžna reč. Dejansko je bil to en velik preobrat v slovenski politiki, ki se pozna še danes. In še nekaj bom rekel, tudi kriza FSPN, Fakultete za sociologijo, politične vede in novinarstvo iz leta 1975, se še danes pozna. Ta fakulteta se še danes ni opomogla od tistega velikanskega obračuna, ko so vrgli iz fakultete, pa ste 4 profesorje. Tineta Hribarja, Veljka Rusa, Vladimirja Azenška in Jerovška. Mislim, od takrat si ta fakulteta ni opomogla, od takrat si ni opomogla slovenska levica. In da o tem relativno poredkoma govorimo, najbrž je narobe. Ja, pa še eno stvar bi odpovedal. Peter je govoril o tem, da bi bilo zelo težko v preambulo slovenske ustave napisati svetost življenja. Oziroma, da to ni šlo skozi. Ja. Tudi dostojanstvo človeka, ne? Ja, lejte, jaz moram biti tukaj pravičen. Jaz sem sodeloval Jaz sem sodeloval v konvenciji Evropske unije, ki je sestavila tisto prvo pogodbo o ustavi za Evropo. Prvi osnutek, ki je potem propadel na referendumih v Franciji in na Nizozemskem. Mi smo imeli veliko debato v konvenciji o preambuli. In seveda se je kot temelj, kot osnova evropejstva ali pa Evropske unije, evropskega združevanja, se je pojavil predlog krščanstvo. Da krščanstvo pomeni prav enega temeljev evropske zgodbe, ni šlo skozi. V konvenciji Evropske unije ni šlo skozi. Tako da ne smemo si samo, bi rekel, sebi pripisovati tega, ampak to je bil resen problem. Jaz, ker sem že pri besedi in ker so to zelo važne stvari, bi rad še nekaj rekel v zvezi z osebami, ki jih navajava s Petrom, ki jih tudi jaz navajam v svojem poglavju. Jaz mislim, da premalo cenimo Izidorja Cankarja. Izidor Cankar je bil morda eden najbolj inteligentnih in najbolj modrih slovenskih politikov. On je bil predestiniran za vodenje Slovenske ljudske stranke. On je bil tisti, on je bil član Šubašičeve vlade v Londonu. 44, ne? Ja, 44, ja. Mi sploh premalo poudarjamo pomen Šubašičeve vlade v tej kontinuiteti Jugoslavije in tako naprej. Seveda je bil narodno-osvobodilni boj na terenu v Jugoslaviji, ampak seveda je obstajala tudi londonska vlada. Pa zdaj londonska vlada je živela v središču zavezniške strategije v Londonu. Angleži niso bili naši nasprotniki, ampak to bi naši prijatelji. To, da smo mi se tako grdo obnašali
do te, bi rekel, te londonske vlade je seveda po mojem en velik greh in velika napaka. No, Izidor Cankar je bil tisti, ki je rekel, če se ne boste, ali pa če se ne bomo domobranci združili s partizani, bo v povojnem času tragedija, kakršne slovenski narod še ni doživel. On je napovedal v bistvu to, kar se je potem dogajalo po letu leta 45 in pozneje, in seveda za to svoje stališče oziroma za te svoje poglede ni bil primerno nagrajen. On je umrl relativno zagrenjen in tako naprej. Ja, zapuščen. Zdaj sem pa res preveč govoril. Hvala lepa. Hvala. Bilo pa je zelo dragoceno, glede na to, da je čas že tako gre proti, da smo že malo presegli, bi za konc še prosil vsem doktorja Jambreka, tudi glede na knjigo. Glejte, danes se z vso silo poudarja samo osamosvojitev, premalo se pa poudarja demokracija, ki je bila za mene predpogoj osamosvojitve. Sestavni del, če ne bi bilo demokracije, tudi osamosvojitve ne bi bilo. Kaj pravzaprav tle narediti, da bi se tle stvari pravzaprav uravnovesile, pa da bi vendar pomen demokracije za Slovenijo prišel bolj do izraza? Res bom čisto kratek, ker mislim, da bi še kakšna dragocena pripomba prišla iz publike, ampak jaz bi tu se v bistvu samo potrdil to, kar je Vasko povedal glede tolerance. Toleranca je verjetno, ne vem, jaz mislim, da je to del forme mentis, kinderstube, kulture in tega se ne da naučiti, to moraš imeti privzgojeno in dokler tega nekega meščanskega načina razmišljanja in obnašanja ne bo, se bojo ljudje pač še naprej sovražili in bojim se, da se ne da pomagati. Torej, hvala. Zdaj pa glede na to, da je čas, Marjana že dviguje roko. Da se bom hitro fertik. Najprej čestitam obim oziroma vsem 4 referentom, ki so naredili saj zame en krasen uvod v tole. Mene zanima prihodnost. Zanima me, kot je Vasko Simoniti rekel, strategija te države. Ta država je na levičarskih steklenih temeljih. En mehen pretres pa se bo sesula, nima temeljev. To si zlasti ti, Peter, dokazal in seveda tudi ostali. Jaz sem šel najprej v tvoji knjigi gledati, kako je omenjen Pučnik, ki začne, pa če omenjen Taras Kermauner in perspektive. Jaz sem stari perspektivaš in takrat se je stvar zares začela z intervencijami Staneta Kavčiča, najprej kot ideologa in težkega komunista in potem, koga Taras Kermauner v bistvu svoje obrne na svojo stran, na bolj demokratično stran. Zdaj pa rad bil kar se da konkretno, kje smo, kje so te stekleni temelji. V senci blizu Ribičičevega nekdanjega stanovanja na Trgu Republike stoji spomenik revoluciji. Pa okej, tisti kampelj, kakorkoli že ljudje gledajo, naj bo, ampak pojdite si prebrati tekst spodaj. Ustava 74. Katastrofa, Dimitrij. To bi morali dinamit pa razrušiti, pa tam en dost manjši spomenik spravi narediti. Spomenik spravi, katastrofa. Bolj brezdušne neumnosti, brezsmiselne, si jaz saj ne morem misliti. In kadarkoli v tisti smeri, čez kolesnik, se tega smenika nadaleč ognja, ker je norost. Mislim, to ne moreš ti postaviti spomenika Einsteinovi enačbi E je mc kvadrat. To se ne postavi, to tako je in zdravo. Tako da bi vsaj kakšen oštarijo tam naredili, da bi ljudje imeli od tiste norosti, tistega betona tam. S tem bi pa končal, kot sem začel s Pučnikom. Ko greš, to sem šel pred 2 dnevoma spet, mimo državnega zbora, sta ta 2 komaj opazna spomenička, 2 udbovcema. Prvi udbovc je seveda Stane Kavčič, ta drug pa France Bučar. Oba sta bila
globoko v tej častni formaciji. Nikjer ni Jožeta Pučnika. A imamo sploh kakšen resen spomenik Jožetu Pučniku, ki je daleč... Aerodrom. Pa še tu hoče opiniti, Dimitri. Še tu hoče opiniti, še to levičari spodkopavajo, da je predolg, da je ime predolgo, ne? No in tukaj s tem in končal, namreč, kar se da praktično sem pokazal, kako je to vse še vedno trhlo in gnilo. Pa eno mehno v bistvu pripombo k tvojemu prijaznemu mnenju o Kučanu. Kučan je grobar Slovenije. Zame. Dobro, hvala lepa. Ja, seveda. Čisto kratko. Jaz bi tudi sem na kratko Zdaj, če šel kdo. Mal iz Netflixa, mal iz časopisov zasledil tisto afero v Združenih državah Amerike, ko se je šlo za nek spomenik enemu predsedniku, guvernerju, generalu, ki je bil očitno rasističen in je seveda general Južne lahko tudi tako. In zdaj je bilo tu ogromno nekih protestov, da se to odstrani ta spomenik in tako naprej. No in pol sem nekje zasledil neko debato javno, enega vodilnega črnskega politika iz te iste države, ki je rekel, ne, jaz sem pa zato, da ta spomenik ostane, mora ostati. In vsi podobni spomeniki morajo ostati. In jaz bi tudi rekel za Slovenijo, kar ne ostane Titova ulica, ne ostane tist Kidrič, ki tam kriči, veš zakaj? Zato, ker počaki sam še ne par let, pa bo to spravi spomenik totalitarizma in ga bomo tako tudi dojeli. Sam priznaj, da Pučnik bi pa moral nekaj dobiti, a drži? Pučnik bi pa moral nekaj postaviti. Ker človek je ne bi trpel. 7 let samice. Ti se spomniš, ti bi tega tu perspektiva, tudi se mi zdi, in kako ste se borili tudi zanj. Čim je ven prišel, so ga takoj nazaj potisnili. No, glede spomenikov bi jaz to rekel, da to kaže na določeno neskladje, ki ga uživamo. Torej, na eni strani imamo spomenik revolucije, ki nagovarja, bi človek rekel, torej, predvsem to bi rekel, spomeniki imajo funkcijo in so v svoji statičnosti živi, ker nas nagovarjajo, ko hodimo mimo. In revolucija, spomenik nas nagovarja, bi človek rekel, z družbenim sistemom in obetom, pravzaprav, da se ustvari neko novo stvarnost z nasiljem. Na drugi strani imamo 300 metrov stran spomenik spravi, ki je v nasprotju tega. Sprava govori o tistem, kar sem govoril, o dialogu, o strpnosti in o nenasilju. In torej to kaže na našo družbo, bi človek rekel, ki je konfuzna, ki je seveda, ki je razdeljena. In pač to je zdaj naša realnost, ki jo skušamo, torej upajmo, torej da jo presegamo počasi, Bog pomagi. Ker glejte, ločnice v zgodovini so formalno zelo jasne, 41 vemo, cak, 45, 90, miselnost ima pa dolge trajanje. Recimo leta 45 pride do revolucije in strahote, bi človek rekel, ki ni samo poboj, so 15-16 let procesi politični, pravzaprav, ki so strahovlada, potem pa še sem pa kaj za, kako bi rekel, vzorec. Ampak vendarle ta miselnost z predvojnega časa, Jabrek je govoril o meščanstvu, recimo Dimitrij Rupel verjetno tudi to zadeve dobro pozna. Torej, ko rekel, ta miselnost ostaja, tudi po vojni, se gledate klasično gimnazijo, ki je 58. leta šele, recimo in tako naprej. In ta miselnost obstaja in se počasi izgublja. In res je pa nesreča. Izgubi se tam v 70 letih večinska stara miselnost. In pride nova miselnost, ki leta 90, ki je izsiljena, bi človek rekel, propad neke države. Ta miselnost se ne spremeni, ampak je tista miselnost, ki se v 70-ih, 80-ih nasloji, traja še 20-30 let in se borimo, počasi se to premika. Torej, to so se v zgodovini, veste, je to znano, to so te loki, to so ta gibanja, bi človek rekel, za katere je fajn, če bi bil dolg časa mir, s katerim bi pravzaprav lahko to presegli. Samo na kratko, čudovito predavanje, čudovite informacije,
vsem spoštovanjem, Slovenija danes. Bila, mislim, začetek in danes. A mi lahko poveste malce v prihodnost? Bom malce oseben, sprednjega dneva sem se vrnil z Amerike, ker sem iz osebnih razlogov prisostvoval gospodje, ki ste študirali v Ameriki, zaključne ceremonije ene ugledne ameriške univerze. 2400 novih diplomantov, magistrov, predvsem diplomantov, pa so bili magistri, pa tudi doktori. Veste, kaj je bilo zanimivo, poleg čudovitih nagovorov rektorov in dekanov, kako so te mladini povedali, da so nosilci bodočega razvoja, sem statistično gledal fizionomije narodov. Nisem se zmotil, če povem, da je 2/3 je bilo Kitajcev, Malezijcev, Indonezijcev, Indijcev in nebroj Arabcev. Pa me zanima ta trend migracije pameti ali črpanjem pameti nekje na zahodu, ker ena študentka iz Malezije mi je povedala, odkot pa imaš ti denar za 70 000 na leto dolarjev, je rekla, država mi je poslala in moja naloga je, da spremenimo Malezijo. Zaključek je, kako gospodje, ki fantastično vidite sedanjost, mislim tudi bodočnost, kako se reflektira ta migracija za to skromno migracijo, ki se zdaj dogaja, ali veliko migracijo, ki prihaja zdaj iz religioznih in kakršnih drugih razlogov proti Sloveniji. A mi lahko najdete vi kakšno povezavo Slovenija danes, z ozirom na to statistiko, ki ste me naredil jutri za Slovenijo. Hvala vam za kakršno nased. Če že o tej temi, čisto na kratko, samo pomlad in poletje 2015, ko je prišlo do prehoda 800 000 migrantov preko Slovenije in je tja prišlo kakšen 1,5 milijona v Nemčijo, ne, je nedopustno, se mi zdi, da je to bil neka kaotična, anarhična, nezakonita, protipravna in konfliktna situacija, ki je bila enkratna in osebna odgovornost, verjetno je tu Merklove za to. Kaj takega se po moje v civilizaciji, evropski civilizaciji ne sme in ne more ponoviti. In tu bi jaz bil zato, da je tudi Slovenija hkrati z vsemi drugimi višegrajskimi državami na okopih tega, da se migracije dogajajo, ki so nujne, dogajajo na urejen, zakonit način, da je Schengen in Dublin, da sta veljavna sporazuma, ki sta zavarovana z skupnimi vojaškimi in policijskimi odredi Evropske unije, financiranimi in tako naprej. Tako da to, da so pa migracije danes nujne in da so evropske družbe starajo, tudi slovenska, je pa jasno in da vedno bomo verjetno se lahko učili od Švicarjev, od Skandinavcev, ki imajo aktivno politiko demografske osvežitve svojega prebivalstva. To nas čaka v Sloveniji enako in tu bi jaz... No, samo dopolnim mogoče. Torej, to, kar ti migracije nimajo nobene zveze s šolstvom, tistim, o katerem ste vi govorili. Torej, in šolstvo Amerike in pa Anglije je, če pogledate, kakšen je proračun, oni to delajo, mislim, da je v Angliji tretja najbolj donosna stvar šolstvo. Ker prinese toliko in toliko tujcev in to šolstvo je tako dobro organizirano in skuša podajati ali pa dobila je to verodostojnost dobrih šol, tako angleških kot ameriških. Moram pa reči, da se pa splača v knjigi potem prebrati, torej mislim, da je eno od poglavij, zakaj univerza, ali kdo je proti novi univerzi ali novem študiju, ki ga je organiziral sam profesor Jambrek. Torej, šolstvo je izjemno pomembno, dobro je seveda, če je kakovostno in konkurenčno in tisti, ki dobivajo, ste rekli, malezijska študentka, 70 000 plača država, ona gre nazaj in
potem plemeniti okolje, v katerem je. Pri nas nazaj nihče ne more priti, to vem, čisto enostavno poznam te stvari, ne? Nihče se ne želi ljudi nazaj, tisti, ki so od zunaj uspeli. Nihče. Razen deklarativnih, tako kot so pač deklarativne zadeve, v resnici si jih ne želi nihče. Nihče, to jaz vem, osebno vem. Jaz osebno to vem. Ne? In torej, to je pa nesreča, ne? Ampak to pomeni, da smo, veste, mi moramo tudi malo biti pošteni do sebe in ne misliti, da smo popek sveta. Mi smo zelo nerazvita država. Ne? Ljubljana, ne, zdaj tiste Poštiman, pač pustimo, da nočem se spuščati v politiko, ampak če pogledate vi ulico, recimo Tržaško, Dolenjsko, Slovensko, če pogledate te ulice, to je tako kot najslabša predmestja, recimo, ne vem, torej zelo romunsko je, zelo romunsko. Torej, mi imamo malo preveč, veste, se sami sabo ukvarjamo. Če ste pogledali televizijo, časopise, mi ogromno energije posvečamo samemu sebi. In sami se lepo, da se hvalimo, ampak postane utrujajoče. V Trstu nihče ne ve za nobenega slovenskega pisatelja. Se oproščam, torej pretiravam. Ne? Ampak vendarle, razumete, noben gospodarstvenik, ki je dobil recimo 21 milijonov, ki je prodal Agrokomers, v Trstu ne more prodajati Marel. Ne more. In jih ne prodaja. Mislim, to je žal bolj ali manj, bi človek rekel malo pretiravanje, ampak res. Ne? A lahko jaz nadaljujem tam, kjer je nehal kolega Simoniti, seveda v povezavi z vprašanjem o prihodnosti. Jaz mislim seveda, da narodi in države potrebujejo dobro vodenje. In dobro vodenje je v Sloveniji problem. Politika, ki naj bi vodila državo in zastopala nacionalne interese in tako naprej, ni, da tako rečem, ko se reče grozdni izbor, ali ko se reče jagodni izbor. Glejte, recimo, moj naslednik, eden od njih, gospod Erjavec, on je dal neki intervju zdaj nedavno, v katerem pobija javno zdravstvo. In sicer pravi naslednje. Zelo zanimivo, ne? Prav, jaz imam eno izkušnjo iz svojega otroštva v Belgiji. Moja mati me je peljala k privatnemu zobozdravniku, zaradi tega, ker če bi šel k javnemu zobozdravniku, bi mi zob izpulil in ga ne bi zdravil. In seveda to je koštalo neki denar. On se ne zaveda, da je on sebe ustrelil v koleno, oziroma da je povedal argument, ki govori zoper njega. Ne? Potem govori on o privatnem šolstvu. Prav, jaz natančno vem, da privatno šolstvo človeka ne usposobi za to, da bi bil uspešen v življenju. S takim človekom je zelo težko, da tako rečem, voditi eno državo. On je na mestu zunanjega ministra, to je ena najbolj reprezentativnih in najbolj občutljivih funkcij v državi. On ne ve ali pa neče vedeti ali pa noče povedati, da v svetu, to kar pravi tudi Simoniti, da so zasebne šole tiste, ki največ pomenijo. V Ameriki, v Združenem kraljestvu, v zasebnih šolah se največ Nobelovih nagrajencev zbira in tako naprej. Najbolj uspešne, najboljše univerze na svetu so zasebne univerze, ne pa javne univerze. Torej, kako naj mi kamorkoli pridemo, če imamo, bi rekel, tako rečem, negativno selekcijo na najvišji ravni. In potem je logično, da Slovenci ne marajo politike.
in da je naveličen. In temu se reče, v Nemci so nekaj časa imeli Politik-Verdrossenheit, to se pravi naveličanost s politiko. Seveda, ne, če je ta politika popolnoma nereprezentativna, če prihaja na položaje, kaj ne rečem, vnuki in učenci od tistih, ki so zamenjali Kavčiča leta 1972. Dobro, ura je 8 in še malo. Iskrena hvala najprej sogovornikom, ki so me trpeli. Hvala tudi vam, ker ste toliko časa poslušali. To bo predvajano, boste lahko gledali in bili smo tle seme, ki bo skalilo. Je pa res zelo dober in iskrena hvala vsem trem za vse skupaj.